kar je res, skozi tole naše podstrešno okno imamo izvrsten razgled na pustno povorko, ki je pred nekaj minutami krenila po ulicah našega mesta. Prva skupina maškar se že približuje. Ja, to so oni, vedno prvi. Ali vsaj drugi, včasih tudi zadnji, neumorni lovci na informacije, sveže, malo manj sveže in tudi že usmrajene. Res škoda, da ne morete videti, kako se drenjajo, tečejo, stopajo na prste in iztegujejo roke z mikrofoni, ki beležijo izjave. No, zdaj bi menda moral že priti princ Karneval, toda ne vidim ga, kako da ga ni? No, kolega je žal spet vse zamešal. Princ Karneval je bila namreč glavna maska prejšnjega mandata. Res je, se opravičujem, princ Karneval je bil glavna maska prejšnjega mandata. Vedno prijazen, vedno pripravljen na izjavo. Mikrofoni so kar pregorevali. Sem predsednik vlade, imam 3002 evra. Jaz od svoje plače ne morem preživeti. In vam moram reči nekaj zelo nečimrnega. Mislim, da sem najboljši voditelj za to, da speljem Slovence in Slovenijo varno skozi čerik prihajanja. Ker pravim, kjer ni denarja, tudi cesar ne more vzeti. Če pa vzame, se zadolži. Jaz tega ne bom počel. Izjave ena boljša od druge. Ja, tako je nastopal princ Karneval. 7. sila je imela lahko delo. Zdaj je pa čisto drugače. Predsednik vlade je že ob imenovanju razžalostil novinarsko srenjo in napovedal manj medijskih nastopov. To se seveda pozna tudi pri karnevalski povorki, kjer je nekoč korakal princ Karneval, zdaj zja strašna praznina. Janez Janša nosi masko nevidnega človeka, kar je več kot zadosten razlog za ogorčenje predstavnikov 7. sile. Še najbolj ga razume njegov predhodnik Borut Pahor, ki medijem stoično odgovarja. So what? So what? Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton, I've been to Eastbourne too. So what? So what? No, medtem je na prizorišče že prišel Janez Šušteršič, preoblečen v prvo gospodinjo Slovenije. V rokah drži železno rezervo, pločevinasto škatlo za kofe, v kateri pozvanjajo kovanci. Videti je, da je v državni blagajni vendarle nekaj malega ostalo. Ne, razlog žvenketa je čisto drugje. Saj vidimo Šušteršiča, kako neumorno teka od gledalca do gledalca in sprašuje: "A imate kaj za pusta hrusta?" A že je tu superminister Žiga Turk v opravi Moljerjevega skopuha. "Ne dam," je pravkar zabrusil organizatorjem univerzijade. No, razen če ste morda zadovoljni s kosom od 185 milijonske luknje, ki sta mi jo zapustila Lukšič in Žekš. Poglej, ena noga v opankah, druga pa v lakastem salonskem čevlju. Kaj neki bi predstavljala tale šema? Kakšno vprašanje, to je vendar zemljiška knjiga mesta Ljubljane. Ne boš rekla, da je to prvak opozicije Zoran Janković. Zakaj ima pa različni obuvali? Ja, zato, da hitreje prestopi z njive na parket. Žal ni mogoče našteti vseh mask v pisani povorki, vsekakor pa moramo omeniti Svetlano Makarovič v kostumu Dobre vile in Aleša Guliča v opravi angelčka. Eva Irgl je Sneguljčica, Melita Župevc pa kraljična na konzervi graha. Tamara Vonta je kisla župa, Janja Klasinc pa igla v kopici sena. Poglejte, Samo Bevk in Majda Potrata sta Blažek in Nežica v nedeljski šoli. Gašpar Mišič je sekira v medu.
Branko Grims je dlaka v jajcu, Viktor Erjavec pa fižolek v stroku. Maša Kociper je obuti maček, Gregor Virant pa Mojca pokraj culja. Ja, žal pa v tem karnevalskem sprevodu tokrat pogrešamo Milana Kučana. On pa nima več česa obleči. Kot ponavadi se je tudi tokrat nameraval preobleči v demokrata. A mu je maska od stalnega natikanja že pred pustom razpadla. Danes bomo krofec vrli, šalo pisano razdrli, slekli bomo zimskega te, se igrali demokrate. Vaši bodo kakor naši, pesmi viskali na paši. Zimo naj pomlad pohrusta, mi se bomo šli zdaj pusta.